Pozdravljeni! Ali ste se med vikendom kaj razgibali? Ste se vozili morda s kolesom, skirojem, kotalkami ali z rolerji? Sama se zelo rada vozim z rolerji. Ko sem se še učila voziti z njimi, pa se je nemalokrat zgodilo, da sem tudi padla. Ali se je to zgodilo kdaj tudi vam, ko ste se vozili z rolerji, s kolesom, skirojem in podobnim? Za zmanjšanje števila padcev je treba veliko vaditi. Na posnetku boste videli dečka, ki je že precej vadil. Se že zelo dobro vozi z rolerji. Opazujte njegovo gibanje. Three. Go straight, right turn, and go like that. Ste videli, kako se je gibal? Sedaj je vaša naloga, da ob ponovnem predvajanju posnetka posnemate njegovo gibanje. Pa seveda brez rolerjev. Starši najverjetneje ne bi bili veseli, če bi se po stanovanju vozili z rolerji. Three. Kaj pa se zgodi, če izgubimo ravnotežje? Pademo. Tudi deklica po imenu Mojca je padla. Oglejte si sličice in videli boste, kako se je to zgodilo. Vaša naloga bo, da si ogledate posamezno sličico in ob njej odgovorite na zastavljena vprašanja. Na koncu boste sestavili zgodbo ob nizu sličic. Pa začnimo. Prva sličica. Kje je sedela Mojca? Ali je bila dobre volje? Zakaj? Kako je bila oblečena? Kaj je imela na glavi? Kaj je obula? Druga sličica. Kaj je naredila Mojca? Kaj je delala z nogami? Kaj je delala z rokami? Ali je bila hitra? Kako veš? Tretja sličica. Kaj se je zgodilo Mojci, ko je prirolala do klopi? Zakaj je padla? Ali se je udarila? Kako veš? Kdo je sedel na klopi? Kaj je naredil, ko je zagledal Mojco, ki je ležala na tleh? Kako ji je pomagal?
Četrta sličica. Kam sta se usedla Mojca in deček? Kaj je imela Mojca na nogi? Kdo je prišel mimo? Kaj je naredila? Kaj je svetovala? Sedaj, ko ste odgovorili na vsa vprašanja, pa samostojno enemu od družinskih članov pripovedujte zgodbo ob nizu sličic. Na koncu lahko, če želite, napišete v zvezek s črtami naslov Mojca je padla. Pod naslovom pa zapišete nekaj povedi iz zgodbe ob nizu sličic.